Z velikim veseljem sedaj napovedujemo našega slavnostnega govornika. Velik domoljub, veteran vojne za Slovenijo, načelen človek, ki je dosleden v svojih stališčih, vnet zagovornik tradicionalnih vrednot, predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca. Beseda je vaša. Spoštovani, ob taki napovedi se mi zdi, da so vse te lepe in modre besede, ki so bile zapisane, da bi bile prebrane na današnji proslavi, nekako neodmestne in odveč temu kraju, temu dogodku in vam. Monsignor dr. Plut je uvodoma dejal, da predsedniku Državnega sveta ni dano, da bi kdaj kaj takega rekel, kot si lahko privošči kdo drug. In jaz se tega zavedam. Ampak nikoli z nobenim zakonom, nobenim odlokom mi ni bilo odvzeto, da bi razmišljal svojo glavo, da bi ravnal po svoji vesti, da bi spoštoval tisto, kar so mi starši izročili takrat, ko so me pripravljali za življenje na tem svetu. Jaz nisem predsednik republike. Predsednik republike zastopa vse državljane Republike Slovenije. Jaz v Državnem svetu zastopam obrtnike, podjetnike, delovne ljudi, ki s svojim delom, svojo odgovornostjo, iznajdljivostjo, preudarnostjo ne skrbijo samo zase, ampak skrbijo za to, da imajo kruh tudi drugi. Da se država razvija, da imamo denar, ki polni vse blagajne, iz katerih potem tudi tisti, ki nimajo, kaj dobijo in da vsi Slovenci boljše živimo. Ponosen sem na to, da zastopam obrtnike in podjetnike. Navzven zastopam tudi Državni svet. Tisto, kar Državni svet odloči, je zame sveto. Mimo tistega, kar sklene večina v Državnem svetu, jaz ne smem in ne zagovarjam drugega kot tisto, kar sklene 40 odgovornih ljudi po svoji vesti in skladno z interesi tistih, ki so nas v Državni svet postavili. Ampak pridružujem si pravico, da imam do nekaterih stvari, ki se dogajajo v naši domovini, tudi širše svoj pogled in v tem pogledu bi lahko danes spregovoril nekaj besed. Pomenljivo je bilo, ko so bile omenjene besede Svetega pisma in nam je veter skoraj odnesel te šotore. Pomenljivo. Slovenci smo vedno in smo bili in smo še vedno na prepihu zgodovine. Čez te kraje so se valili različni interesi. Večina stvari se nam je zgodila. Večine stvari v svoji zgodovini nismo mi storili. Večino so nam storili in povzročili drugi. Že dolgo pred tem, ko smo se imeli za Slovence, se čutili kot narod, smo se čutili kristjane. To je prvo, kar nas je povezovalo. Povezovala nas je beseda, ki smo si jo spregovorili med seboj. Povezovala nas je Božja beseda, ki so nam jo prenesli duhovniki. Začela nas je še bolj povezovati pisana beseda. In tudi to so prvi zapisali duhovniki. Vsem je postala dostopna tiskana beseda. In tudi prvo knjigo je tiskal duhovnik. Torej, neizpodbitno je, da naša tradicija je povezana z vero, je povezana z vestjo, z Božjimi zapovedmi in to nas je Slovence ohranilo skozi stoletja na teh prostorih. Ko sem šel leta 1991 na vojno, sem imel pred očmi eno samo podobo. Zavedal sem se, da če Slovenci to vojno izgubimo, nikoli več v zgodovini ne bomo mogli biti to, kar smo, Slovenci. Vsi pravimo, da smo z vojno dobili svojo državo, svobodo, standard. Ne, leta 1991 smo dobili nazaj sami sebe. Prvič smo se lahko mi sami čutili kot narod. Prej smo bili vedno deli nekega drugega naroda, nekih drugih skupin narodov.
Leta 1991 smo dobili svoje ime nazaj. Mi, Slovenci, v svoji državi, v svobodni domovini Sloveniji. In tega ne smemo nikoli več izgubiti. Ne delajte si utvar, da med nami ne živijo ljudje, ki jim samostojna Slovenija ni povšeč. Med nami živijo tudi tisti, proti katerim smo se leta 1991 bojevali. Mi prelivali njihovo kri, oni našo. In nič ni narobe s tem. Čas miruje takrat, kadar utihne orožje, kadar si nismo več sovražniki, ampak smo sodržavljani. Vsi so državljani. Imamo enake državljanske pravice. Prav vsi. In nihče izmed nas jih ne sme kratiti tistim, ki Slovenije tudi ne marajo. To so naši državljani. Moramo jih spoštovati kot državljane. Ampak kot narod in kot Slovenci se moramo zavedati, da imamo mi eno samo domovino Slovenijo. Nekateri imajo to srečo, da imajo več domovin. Nekateri dve, morda celo tri. V eni imajo želodec, v drugi srce. Mi, Slovenci tu na svojem, imamo v tej domovini tako trebuh kot srce. In upam, da tudi pamet, da bomo to domovino ohranili za naprej. Kot sem rekel, nikogar ne smemo sovražiti. Tudi Jožef ni sovražil svojih bratov. Zavedati se moramo, da se zla ne da premagati z zlom. Kdor poseže po zlu, da bi premagal zlo, je pogubljen. Če hočemo zmagati, stati in obstati, če hočemo ostati Slovenci, moramo to narediti z ljubeznijo. Ne z močjo, ne s silo, ne z zlobo, z ljubeznijo. Najprej moramo ljubiti svoj narod. Moramo ljubiti drug drugega